Lep pozdrav, spoštovani dr. Zver, evropski poslanec. Danes ga gostimo v Mariboru. Gre za posebno oddajo Evropsko-slovenski utrip, tako da lepo pozdravljeni. Dober dan. Zdaj, uvodno vprašanje je seveda zelo aktualno. Kako komentirate na nek način sporno udeležbo predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja na prireditvi ob 200-letnici rojstva Karla Marxa v njegovem rojstnem mestu? Se vam zdi to na nek način žalitev za vse tiste, ki so bile žrtve komunističnih sistemov? Ja, neka podobna ugotovitev je bila tudi ob razpravi v Evropskem parlamentu, ko je zasedala naša politična skupina Evropske ljudske stranke. Zlasti poslanci iz vzhodnega dela Evrope so opozarjali na to dejstvo. Po tej seji smo skupaj s kolegicama v SDS, Patricijo Šulin in pa Romano Tomc, pripravili eno pismo za Evropsko komisijo in vprašali predsednika, zakaj je to storil, kakšni motivi so ga gnali k tem dejanju, ki dejansko pomeni to, kar ste omenil. Dejstvo je, da je, nedvomno je, da je marksizem dokaj široka ideologija in tudi teorija. Lahko ločimo na ekonomski del, ekonomski marksizem, pa filozofski del, kot smo rekli, dialektični materializem, ne. Seveda pa je izjemno močna tudi politična dimenzija, politična teorija, in ta teorija temelji na sovraštvu, na razrednem boju, na podpihovanju nestrpnosti, in posledica tega je, da so z njo utemeljevali tako bolševizem, kakor titoizem, kakor mavcetungizem in kubanski komunizem in tako naprej. Skratka, bilo je vrsto teh realnih socialističnih sistemov, ki so izhajali iz marksizma in se tudi sklicevali na njega, in jasno je, da ta zveza obstaja med morijo, genocidom in pa med Marksovim naukom, in to smo želeli poudariti. No, ravno danes je tudi Evropska platforma spomina in vesti izdala sporočilo, v katerem prav tako obsoja ta obisk kot neprimerno dejanje in pričakuje tudi opravičilo gospoda predsednika Evropske komisije. Skratka, jaz mislim, da smo ravnali prav, da smo postavili to vprašanje na nek način. Ljudje morajo razmišljati o teh zadevah. Pod vprašanje samo tukaj, mislite, da bo to vaše pismo, ki ste ga naslovili na predsednika Evropske komisije, imelo kak, ne vem, tudi širši odmev? No, zagotovo komisijo mora pripraviti odgovor, tako da o tem se še bo govorilo. Mi smo pa želeli tudi upozoriti slovensko javnost in tudi širšo evropsko javnost na problem, ki obstaja. Če bi molčali, se mi zdi, da bi ravnali krivično do vseh tistih, ki so žrtve. Doktor Zver, zdaj, če se dotakneva še nedavnih volitev na Madžarskem, še vedno bi rekel neka top tema v Evropi, glede na res veličastno zmago, če rečemo, ne, Fidesa, Viktorja Orbana, mora biti pa primerjava za Slovenijo. Sedaj, mogoče te volitve na nek način pomenijo tudi, rekel, odslikavo teh volitev v Sloveniji. Je kaj tu nekih similarnosti? Seveda bi si vsi želeli, da bi lahko pretopili ali pa prekopirali to situacijo tudi v Slovenijo, ampak ne bo čisto tako, ne? Ampak že sama zmaga, tako kot pravite, veličastna zmaga Fidesa, naše sestrske stranke, bo zagotovo pozitivno vplivala tudi na situacijo v Sloveniji, v Slovenski demokratski stranki, ki ima zelo tesne stike z Fidesom. Pričakujemo zmago in tudi pozitiven vpliv madžarske zmage. Nenazadnje predsednik Orban se udeležuje tudi konvencije, prav tako iz Evrope prihaja predsednik politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, gospod Manfred Weber. Skratka, evropski politiki vejo približno, koliko je ura v Sloveniji, zlasti desnosredinskega pola, in polagajo kar veliko pozornost Slovenski demokratski stranki, tako kot so jo zadnje leta vedno. Dobre napovedi, bi rekel. Zdaj pa, kaj pa menite glede primerjav okoli volilne udeležbe? Zdaj, na Madžarskem se je zgodilo, da v primerjavi z letom 2014, da je bila kar slabi 7% točk večja. Kaki premiki so se tam zgodili, da je to uspelo, bi rekel, nagovoriti toliko volivcev Fides? No, zagotovo dobri programi oziroma dobro delo, dobre izkušnje ljudi z Fidesom oziroma njegovo vlado. Gotovo pa je tudi situacija malo prispevala k temu, ne? Zadnje leta smo bili priča velikemu pritisku ilegalnih migrantov, tako na Madžarsko kot na Slovenijo. Čeprav zdaj na Madžarskem ni bilo, je to bila top tema tudi v času volilne kampanje. In morda je tudi to
naelektreno ozračje, ki ga je povzročil tudi Soros, ki je poskušal neposredno vplivati tudi na izid na Madžarskem, je prepričalo tiste prave Madžare, da so se uprli temu in so seveda šli množično na volitve. Zdaj v Sloveniji imamo nek problem. Ta problem je, da od leta 90 naprej strajno pada volilna udeležba, tako na predsedniških volitvah, kako na parlamentarnih, kako tudi na lokalnih volitvah in seveda to ni dobro. Mi smo takrat pričakovali na začetku demokracije, da se bo z večanjem demokratične izkušnje in pa demokratične politične kulture tudi udeležba večala, ampak očitno slovenska politika ni dovolj sposobna priklicati ljudi na volišča. Če bi bila ponudba dovolj dobra, praktično potem bi seveda ljudje prišli voliti. Marsikdo tudi misli, da se itak ne da nič narediti, ampak jih poskušamo že leta in leta prepričevati, da je najslabše, če ostanejo ljudje doma, če ne grejo voliti, praktično prepustijo izbiro drugemu, največkrat tistemu, ki je onkraj vrednostnega kroga, ki ga tak volilec živi. Zdaj, če navežemo, volilna kampanja v Sloveniji se komaj začela, ne? Nekaj dni uradna volilna kampanja. Kakšna se vam zdi, mogoče tudi iz evropske perspektive, ta splošna klima v Sloveniji v tem danem trenutku? Jaz se čutim podobno kot 2004, ki je bila zmagovita. Jaz mislim, da se bo ponovila. Začetka kampanje je pričakovan, ni nekih velikih stresov, lahko povzroči recimo kakšen stres tudi ponovni naval nezakonitih migrantov. To se zadnje dni dogaja, zlasti iz Bosne, z Velike Kladuše, kjer je zelo ozko grlo hrvaškega ozemlja in tako je Slovenija in tja prihajajo na desetine, na stotine beguncev iz Bosne. To, kar me skrbi, je, da hrvaška vlada ni kooperativna oziroma Hrvati bi morali preprečiti recimo te ilegalne prehode v Slovenijo. Slovenski policijski organi jih takoj sprejmejo in pošljajo v azilni dom, kar pomeni, da bodo tukaj ostali in so naš problem. Slovenija bi se morala drugače odzvati na to, nujno z drugimi balkanskimi državami skleniti dogovor, tako kot je že bil nekoč, ko smo zamejili prvi val beguncev leta 2015. Mi bi jih morali sedaj prav tako, ampak na temelju dialoga z hrvaško vlado, če notranji ministrica ali pa predsednik vlade ne čutita potrebe, bi morali vsej organi te potrebe, da bi spostavili dialog s Hrvaško, morali vse drugi organi bolj odločno reagirati in zamejiti dohod ilegalnih migrantov v Slovenijo. Ne gre za begunce, ne gre niti za Sirce, gre za tipične nezakonite migrante, ki bi jih morali zavračati na meji. Kaj pa pravite zdaj z vedno glasnejšimi pozivi, da naj se te obvezne predpisane migrantske kvote ukinejo? Se tudi vi, bi rekel, pristaš tega, da se to nekako zaključi v pri tem držav, ki pač imajo to, bi rekel, domoljubno konzervativno politiko? Ja, jaz sem že pred meseci pozval recimo tudi kolege iz vzhodnoevropskih držav, da zlasti pa tiste iz Višegrajske četverice, da nasprotujemo obveznim kvotam. Jih ni bilo težko prepričati, tudi oni so proti. Dejstvo je, da obvezne kvote kot trajni inštrument niso v redu. Morali bi najti druge mehanizme in jaz sem prepričan, da se na koncu bo prevladal razum. Tudi recimo bavarska CSU je proti, tako da imamo tudi v Evropi, ne samo v višegrajski skupini, močne politike ali pa politične stranke, ki so proti obveznim kvotam. Evropa ima načine in mehanizme, s katerim bi lahko to solidarnost upeljala v praksi. Predvsem pa je potrebno dvoje. Najprej zaščititi zunanjo mejo. Naša obalna straža, skupna evropska, torej za zunanjo mejo je učinkovitejša, kot je bila pred 3 leti, uštela kmalu 10,000 ljudi, kar je močna sila. Seveda pa bo potrebno zagotoviti še sodelovanje med državami in članicami. Druga pa dolgoročen inštrument pa je seveda, da pomagamo tistim državam izvora, odkoder prihajajo begunci, in mi moramo zagotoviti neko osnovne standarde normalnega življenja pri njih, ne pa da jih kdo vabi v Evropo. Doktor Zver, dajmo se še malo pomuditi pri tej volilni kampanji, ko smo prej že omenjala.
Zdaj, omenili ste, da na začetku smo bili vsi euforični v 30 letih, ne? To se odrazilo na volilni udeležbi, pa tudi stranke, takrat bilo leta 1992 na prvih parlamentarnih volitvah 25. Zdaj se ta rekordna številka ponovila, spet je 25 političnih strank. Zdaj, čemu prepisujete ta fenomen novih strank? Na začetku demokracije jih je bilo celo 123, ampak na teh volitvah jih je toliko nastopilo. Ni enostavno ustanoviti stranko in jo popolniti, recimo, imeti program in tako naprej, dobro ekipo. Jaz bi si želel, da je v Sloveniji manj strank in da so te bolj močne. Resna politična stranka je tista, ki je sposobna voditi državo. V Sloveniji jih nimate veliko, ne? In jaz bi apeliral na volivce, da volijo res te velike stranke, ki ne pa mehne, ki vedno dobivajo kakšen kolaček, samo da so zraven pri oblasti in životarijo, in to bolje kot recimo velike stranke, ki jim primanjkuje sredstev finančnih recimo za dobro delo. Le v tistih političnih sistemih, kjer je malo političnih strank, in te so seveda močne in sposobne, kompetentne, je lahko demokracija stabilna. V nasprotnem primeru je nestabilna. Mi imamo že danes preveč strank v vladi, to se je videlo, kako je vlada funkcionirala, vse so se pokregali med sabo. Tudi problemi pri koalicijah v državnem zboru. Zdaj, če bo res 9 strank prišlo v državni zbor, bo to nestabilen politični sistem in bo Slovenija težko zagotovila dovolj spina, dovolj resursov za tak razvojni preboj, ne? Zdaj ste zelo zanimivo rekli, da naj volivci, državljani volijo te etablirane večje stranke, tudi mislim, da ste imeli v mislih Slovensko demokratsko stranko, jasno. Vi se pa tukaj obrnil na eno vprašanje, ki je zdaj v nedavnem soočenju na nacionalki, ga tam voditeljica postavila predsedniku SDS Janezu Janši, da na zadnjih 3 državnozborskih volitvah, da pač je konkurenca pol v finišu premagala, potem gospod Janša odvrnil, da ne, da je bila to globoka država. Kaj vi mislite, kaj se bo letos v tem finišu kampanje zgodilo? V tem kontekstu Slovenske demokratske stranke? Ja, jaz upam, da se bo zgodilo tisto kot leta 2004, ko je Slovenska demokratska stranka zmagala, in to prepričljivo. Zdi se mi, da nima letos dovolj kompetentnih rivalov, ne? Slovenska demokratska stranka je daleč pred vsemi, ne? Praktično že ljudje iz levo sredine ali levice govorijo, saj najboljše, da kar Janša spet prevzame stvari v roke. Za nekaj časa, ne? Torej, ljudje preko sredine, ne? Na levi strani spoznavajo neko koristnost, da bi imeli spet eno tako liberalno, konzervativno, desno-sredinsko vlado, ki bi omogočila več kisika gospodarstvu, ki bi znižala davke, in če gospodarstvo dobro deluje, potem se tudi ne dogaja eksodus, kot se nam je dogajal v tem mandatu. Najhuje je, ko ti grejo ljudje ven, ne? Ljudje so največje bogatstvo države, so ključen steber države, ne? In če ti grejo ljudje v vitalnih letih v tujino, zapustijo domovino, je to dolgoročno velika škoda za vsako državo. Se zastrinjati. Dr. Zver, zdaj glede na to, da vas danes gostimo v tem evropsko-slovenskem tripu v Mariboru, v štajerski metropoli, kako vi dojemate Maribor v teh zadnjih letih iz evropske perspektive? Je to mesto prihodnosti, je to mesto v tem trenutku stagnacije, kako ga dojemate? Maribor je bil vedno evropsko mesto, že po sami lokaciji mora biti evropsko mesto, in videl se je, da tudi v času prve Janševe vlade, ne, ko je Maribor zacvetel, postal evropska kulturna prestolnica, celo dobil je univerzijado, ki so jo potem v Ljubljani onemogočili, preprečili. Ustvarili smo z evropskimi sredstvi kar veliko stvari, tudi v Mariboru, celo nogometni stadion je bil obnovljen z evropskimi sredstvi in še druge stvari, lutkovno gledališče. Maribor ima vedno bolj tudi evropsko podobo. Bil je v času socializma res neka industrijska puščava, ne? Ampak zdaj postaja lepo mesto, tudi turizem se blazno dviguje uspeh za 20 odstotnih točk vsako leto. To je lepo. To pomeni, da so ljudje prepoznali Maribor kot lepo mesto, kulturno mesto in univerzitetno mesto. In če bi v
prihodnosti nekoliko bolj uspešno črpali evropska sredstva. Ta hip smo na repu držav članic po črpanju evropskih sredstev, če bi lahko veliko tudi evropskega denarja prinesli v Maribor. Evropski evro je najbolj učinkovita investicija, veliko bolj kot tista, ki prihaja z nacionalne ravni. Tudi lokalne investicije so dokaj učinkovite po statistikih, po ekonomskih kazalcih, ampak evropske sredstva so pa najbolj, zato ker tudi se zelo dobro nadzira namembnost uporabe teh sredstev. Zato si jaz želim, da v prihodnjih letih, kljub temu, da bo delež pogače za Slovenijo v naslednji finančni perspektivi manjši, tudi zaradi Brexita, da bo pa Maribor vendarle dobil tisto, kar mu pripada. Ne nazadnje je v centru vzhodne regije, ki je upravičena do evropskih sredstev. Bi tudi poleg te evropskega pomoči v smislih evropske črpanja sredstev, je še dodana vrednost, da pa tudi zmagovita SDS na teh volitvah dobi poslanca iz mariborskega kakšnega volilnega okraja, ker do zdaj žal še ga ni imela. Bi kak mariborski poslanec iz SDS-a bil tista dodana vrednost za širšo mariborsko regijo? Verjetno ni preveč patetično, če rečem, da bi bil to lahko vi, pa še kakšen drug. Dejstvo je, da je bil Maribor od vsega začetka, od prvih demokratičnih volitev naprej podreprezentiran v državnem zboru, da so naredili tak volilni sistem, da so v glavnem prihajali iz levice ali pa iz centra. Kasneje se volilni sistem nekoliko prilagajal, spreminjal, izboljševal, pa vendarle še danes imamo velike čudne okraje. Nekateri so 3-krat večji od drugih, kar pomeni, da je volilna pravica nekoga iz velikega volilnega okraja 3-krat manj vredna od tistega, ki je malo manjši. In v velikih urbanih, zlasti v Ljubljani, imamo izjemno veliko okrajev, tudi v Zasavju, in točno se ve, zakaj so tisti, ki so delali volilno geometrijo, tako zarisali. To pomeni, že vnaprej so prejudicirali volilni izid in v prihodnosti čaka novo vlado tudi ta naloga, da bo nekoliko izboljšala volilni sistem. Doktor Zver, ob zaključku smo tega najnega pogovora, jaz vam najlepše zahvaljujem, da ste prišli v naš lepi Maribor. Dosti uspeha še v tem zadnjem letu vašem na mesto evropskega poslanca. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, se vidimo v naslednjem evropskem slovenskem utripu, pa še mogoče za zaključek, kaj doktor Zver pove? Ja, jaz imam zelo rad Maribor, ne nazadnje sem tukaj 6 let služboval, to so bili čudoviti trenutki v moji poslovni karieri, recimo, vam pa želim uspešno nadaljevanje politične kariere in želim, da ste izvoljeni v državni zbor. Hvala lepa, srečno, lahko noč.